Pozdravljeni, z vami sem Minka, srečno življenje. V glavnem, danes bomo govorili o tem, kako prepoznate življenjske lekcije oziroma kako pridete do tega, da vidite, kje se nahajate v nekem obdobju oziroma kako potekajo te letnice oziroma cikli. Jaz sama verjamem, da potekajo cikli od 1 do 9. Se pravi, 1 je začetek in 9 je zaključek nekega cikla. In v glavnem v življenju smo večkrat v teh ciklih. Se pravi, prvo obdobje prvega cikla je seveda od 1. do 9. leta, ko smo še čist pod vplivom staršev, potem od 9. do 18. leta, ko se povezujemo vedno bolj z vrstniki, s prijatelji, in potem od 18. do 26. leta, ko si ustvarjamo nek temelj, kako bomo živeli naprej v življenju, potem naprej od 27. leta pa do 36. leta, kjer si večina ljudi ustvari družino in tako naprej. V glavnem, cikli, po katerih delujemo. Nenazadnje, cikel eno leto je cikel. Je pomlad, poletje, jesen in je zima in je spet pomlad. Se pravi, vse poteka v našem življenju po nekih ciklih. Kako za sebe veste, da ste na koncu nekega cikla in da je čas za premik naprej? Zato lahko uporabljate numerologijo. Saj meni osebno najbolj pomaga pri tem numerologija in v glavnem si lahko izračunate svoje osebno leto. Svoje osebno leto si izračunate na ta način, da seštejete svoj rojstni datum, se pravi, če ste rojeni recimo 1.4. leta 1980, vi seštejete skupaj 1 plus 4 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0. Se pravi, če ste rojeni 1.4.1980, je skupno število, se pravi 5 plus 6 je 11, je skupno število 2. Se pravi, začne vaše osnovno število je 2 in vas uči na splošno življenje se postaviti na svoji 2 nogi, biti tako samozavestno stati. No, v glavnem, da pa zračunate, v katerem letu ste, v tekočem letu, pa date 1.4. plus 2023. Zdaj leto 2023 je leto 7, 1 plus 4 je 5, 5 plus 7 je 12, je 3. Se pravi, v tem primeru vas letošnje leto povezuje imate nek napredek v življenju. In če se vam je pa zgodilo, da ste v tem letu v nekem zaključevanju, da imate težke lekcije, da enostavno se sprašujete, pa zakaj se meni to dogaja, je mogoče, da je vaše osebno leto letos 7 ali pa 8, mogoče 9. No, zdaj, kako to spet zračunate? Date rojstni datum, se pravi, če ste rojeni 1.4., date 1 plus 4 plus 2023, oziroma boste dali naprej 2024 in na ta način boste zračunali, v katerem letu se nahajate. In če se nahajate v letu 7, 8 ali 9, pomeni, da v tem letu se zaključujejo neke ključne lekcije in da je čas, da greste naprej na naslednji cikel. Sploh tisti, ki ste tam leto 8, 9, se vam zaključuje obdobje kot neko okno 9 let in če do zdaj niste nekaj naredili, vas bo življenje prisililo, da boste pa v tem letu počistili neke ključne zadeve in da boste naredili korak naprej. Glejte, ta numerologija, jaz se ljubiteljsko s tem ukvarjam, ker me zanimajo energije, ampak načeloma opažam, da leto 1 je vedno nov začetek, nov cikel. Potem leto 2 je luštno leto, ko se povezujemo, leto 3 je tudi luštno leto. To je začetek novega cikla, vse teče, tako kot prva 3 leta življenja. Ko pa pridemo v leto 4 nam pa da priložnost, da nas malo osami in da vidimo, kje smo. Se pravi, nas hoče postaviti na 4 osnovne temelje, da tako
naši temelji stojijo, da bomo lahko na teh temeljih zdaj gradili ta cikel 9 let. No, potem se pravi leto 4 nas mečkan osami, potem pa leto 5 je spet krasno leto, pa leto 6 je spet krasno leto in leto 7 je pa lahko krasno leto, če smo v letu 4 postavili dobre temelje. Če pa nismo postavili dobrih temeljev, nas bo pa leto 7 začelo siliti v osebno rast. Zato, ker sedmica je leto osebne rasti. Sedmica je tisto, da pregledaš, kje si. Sedmica ni pravlično število, ampak sedmica je povezana s tem, da ti da priložnost za osebno rast. In sploh tisti, ki imate rojstni datum, se pravi, če seštejete vse številke svojega rojstnega leta, se pravi dan, mesec in leto, da je sedmica, je vaš življenjski namen, da osebno zrastete. No, potem leto 8. Leto 8 je lahko krasno leto, če ste nekaj naredili na sebi. Če pa niste naredili na sebi, vas bo pa leto 8 tako prerukalo, prešekalo, sem hotela reči. V glavnem zato, ker leto 8 je pa leto neskončnosti. In poglejte, leto 8 nas hoče postaviti v ravnovesje, se pravi, bodi v ravnovesju. In če v letu 8, če prej niste naredili, da ste v nekem ravnovesju, verjemite mi, da boste imeli tako, kot da bi pojedali tornado. Enostavno vas bo hotel postaviti v nek notranji steber, da počistite, da naredite nekaj stvari, zato ker ko pride leto 9, je konec cikla. Se zaključuje cikel in greste v nov cikel, ki je pač nadgradnja. Zdaj tako, pač za nekatere imate mogoče občutek, da v tem življenju samo počivajo, da nimajo nobene posebne šole, ampak verjemite mi, samo v nekem obdobju so, ko lahko počivajo, ampak slej ko prej bo njihovo življenje prišlo do točke, ko morajo nekaj narediti na osebni rasti. Zato, ker v osnovi življenje je poligon naše duše. In življenje je priložnost, da naša duša napreduje po stopnjah in da predela tisto, kar se je zadala kot duša, da predela v tem življenju in da naredi naslednje korake. Tako da premislite, kje ste, sploh če se vam dogaja, da česarkoli se lote, pridete do nekega zaključka, ker ne morete naprej, enostavno ne gre naprej, mogoče se zaključujejo neke zadeve in je čas, da pogledate, kaj vas zadržuje, kaj se morate naučiti, mogoče je čas za naslednji korak, pač, ker nas življenje uči. Gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo. Bomo pogledali tu z numerološkega stališča, kaj nam te karte sporočajo po datumih. Poglejte, prvo sporočilo je prišlo, zdrava prehrana, pa še zadnjič je prišla. Moje telo je svetišče, ni smetišče in zato ga hranim zdravo hrano, zato ga hranim z ljubeznijo. Moje telo pač ne more iti čez te spremembe in to je karta 50, se pravi, je to petka. Petka je spet povezana med enim in med drugim, spet je na sredini. In v petki, če mi nekaj ne naredimo na sebi, potem ne moramo naprej napredovati. Vam bom prebrala sporočilo številke 50. Čas je za spremembo prehrane. Uživam v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje moje možgane in mojega duha. Moje telo je svetišče, zato ga hranim zdravo hrano. Čutim in zaznavam, kaj je resnično dobro za moje telo in delam vse to zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim. No, naslednje sporočilo je prišlo pa, da vidimo naslednje sporočilo, je pa moj duh je miren, povezujem se z izvorom. Molitev in meditacija. To je karta številka 24 in zdaj 24 po numerologiji je skupna vibracija 6. 6 je drugače ful dobra številka. Število 6 pomeni tako Fibonacci, veste, zavoj, isto kot 9.
Nekateri povezujejo šestko sicer, da je hudičevo število, ampak, veste, to je naša človeška presoja za moje pojme. Če gledamo, da 333 ali pa trojka je število Kristusa, šestka, če ne bi bila hudičevo število, zdaj, če to dvoje seštejemo skupaj, pride 9, se pravi, je to število Boga. Začetka oziroma dovršitve. Ko uravnovesimo ta dobro stran in ta del v nas, ki je slab, pridemo do tega, da aktiviramo vse to božansko. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. Blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. Napolnjuje me božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. In ja, vsak izmed nas je poklican, da se preko njega steka božanska energija na to zemljo. In naslednje sporočilo je pa prišlo 28, je pa v osnovi nov začetek. Očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. In vsi tisti odnosi, ki vam ne povzročajo lepih vibracij, to pomeni, da ste v karmičnem odnosu in ti karmični odnosi vas učijo, da je čas, da res začnete sebe imeti radi. Vsak delček mojega telesa je čist. Moje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hranim, oblačim, skrbim za njega, se ga dotikam. Vsa hrana, ki packa moje telo, in vsi odnosi, ki packajo mojo dušo, vse to naj odide. Posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen, ker jaz sem ljubezen. Tako da, zavedajte se tega, da ste ustvarjeni po ljubezni in da vse to, kar date v sebe, je povezano z ljubeznijo do sebe. In ja, zavedajte se, vaše telo, vaše celice vam lahko dajo samo to, kar vi dajete njim. Pač dajte jim ljubezen, da vam lahko vračajo popolno zdravje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem ne pozabite, ja, vi ste začetek in konec vsega. Zato poskrbite najprej za sebe, ker kako boste drugom pomagali, če še za sebe ne poskrbite. Ljubezen do sebe je res temelj vseh odnosov. Uživajte!